Za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil 6. december resnično poseben dan. Miklavžev dan je malo manj kot 400 otrokom z različnimi potrebami, gluhim in naglušnim, otrokom z govorno-jezikovnimi ter avtističnimi motnjami, prinesel čudovite, obnovljene in nove prostore, ki jim bodo omogočili boljše pogoje za izobraževanje. Investicija je praktično nadaljevanje prve faze, ki se je zaključila leta 2019. Takrat smo pridobili in obnovili nekaj prostorov nad obstoječim vrtcem in osnovno šolo in nad zdravstveno enoto. Že takrat se je rodila ideja oziroma je bil načrt narejen fazno in se je ta prenova preprosto nadaljevala. In tudi ta trenutek, ko se zaključuje ta del, vstopamo že v tretjo fazo energetsko in statične prenove. Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija v okviru programa Next Generation EU. Slavnostne otvoritve sta se udeležila tudi minister za obrambo Borut Sajovic in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Voglaj. Današnji dogodek je pa gotovo tudi velikega pomena, vsaj ker se s tem tudi delno rešuje prostorska stiska, ki je izredno visoka v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izobražujejo in usposabljajo otroke s posebnimi potrebami. Hkrati pa razveseljivo, da je bilo možno financiranje te investicije tudi iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz Eko-sklada in pa seveda tudi iz dela integralnih sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Arhitektka Maruša Zorec je predstavila potek gradnje novih prostorov, ki otrokom in mladostnikom zagotavljajo lepše in boljše okolje za učenje in druženje. Prizidal se je vrtec in nekaj učilnic, nadzidala se je zdravstvena enota. V tej drugi fazi se je ta zdravstvena enota podaljšala proti jugu, pridobilo se je še nekaj prostorov za delo z otroci in velik prostor za fizioterapijo. Na to zahodno stran se pa je v obstoječem objektu prenovila kuhinja, popolnoma je posodobljena, zraven je nova učna učilnica, kjer se otroci učijo za kuharje in za strežbo. V podaljšku se je pa prizidal tak res ta dolg trakt nove jedilnice, ki se v celoti odpira na zunanjo teraso in na to parkovno površino, ki jo bomo zasadili s sadnim drevjem. In ob njej je še v podaljšku vrtnarska učilnica, kjer se otroci lahko učijo za vrtnarje. Jaz sem res iskreno vesela, da se je ta faza zaključila, ker je bilo kar nekaj težav. Veste, da so bile poplave vmes, da se je gradbeništvo na nek način preusmerilo, ampak smo našli pot, smo našli rešitve. Otvoritev novih prostorov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je bila pomemben korak k izboljšanju pogojev za delo z otroki in mladostniki. Z novimi prostori se odpirajo številne priložnosti za izobraževanje, ustvarjanje pa tudi za smeh in prava prijateljstva.